Kava s červekom. Spet dobrodošli v nedeljo zjutraj na kavici s červekom na Radiu 1 in tokrat bo moj gost, ki bo z mano pil kavico. Poznamo ga kot režiserja najbolj gledanega slovenskega filma, kot youtuberja, tudi kot igralca. Morda ga ne poznate, ga ste pa danes poznali. Luka Marčetič, dobro jutro. Dobro jutro. Kaj si, ne bom prekinil rutine, ki jo imam, tvoja jutranja rutina me najprej zanima. Se pravi, zbudim se okrog 7, oziroma me otrok zbudi, pol pa otroka porihtam, pripravim za vrtec, pridem domov in skuham kavico. Kavico! Ja. Kakšno? Kavo z mlekom si naredim vedno in si jo spenim. Imam prav tako eno svojo to rutino, ta nek... A veš, kakor naredijo to pač v lokalih, Ja? z unim ročajem in vse, Okay. pa še tam neki tepeš. Si prav sam tisto lepo naliješ, da gre noter, si narišeš srčka. Vse isto, kakor v lokalu, ja. Noro. A si bil kdaj natakar? Nisem. Samo v seriji morda. In tudi samo v seriji, res je, bil sem natakar, ja. Isti natakar, isti lik. Isti lik. Ja, No, dejansko. Ti je pol prav, če narediva tebi zdaj eno kavico z mlekom. Absolutno. DeLonghi Vidim, da Dinamika tukaj, Plus. oprosti, ker te prekrivam, Ti kar. vidim, da imate tukaj nek ful bolj napreden aparat, jaz imam dosti bolj osnoven aparat pri sebi. Ima samo tri tipke, eno je za eno kavico, Ja. ena je za 2 kavici Ja, to naenkrat, dvojno, ja. pa ena je za spent. To je to. Aha. Ja, ne, tale naš ima vse tukaj, ima prav posebej več za mleku. Ja. Eto, sam poklikamo, latte macchiato in bo stvarco začel štimati. Priznam, da včasih si želim upgradati aparat doma, ampak po drugi strani pa zgubiš pol vse to, a veš, ko moram vse ročno narediti. Se pravi, Ja. zmlet ročno, Ta pa vse naredili. ja, Evo. noro, ne vem. Lepo Ma ne ti bom, veš speni. kaj. Bom imel Pravijo, kar da je ta tudi zelo osnova. dobra. Ja. Do zdaj so še vsi pohvalili, eden izmed gostov, če se ne motim, Jure Godler je spil celo 2. No, evo, Pa za enega nisem pričakoval, da bo spil 2, ker je tudi gospod. nisem. Sem rekel, ne, njemu neki ne bo. ja, sem res. Pa jo je. Jaz bi njemu dal črni čaj z mlekom. Evo. Ja. Noro. Ampak Luka, je pa še ena zanimivost. Jaz sem šele pred kratkim začel piti kavo, prej pa nisem nikoli. Ne vem zakaj. Ta Wow. družba me je malo prisilila v to, peer pressure, totalen. In moram priznati, da sploh nimam tega efekta, kot en ljudi, a veš, ko se zbudijo, jaz rabim kavico najprej v lifeu, da lahko zaživim, samo v bistvu pri meni, če jo ne spijem, čisto normalno živim naprej, tako da v bistvu mi je Zanimivo. to samo tako malo. Okus. Zabava, okus, družba. Tudi, če sem sam, mi je fajn. A veš, tam malo prčkat. aj morda je podobno z alkoholom. Niti malo, alkohola pa ne pijem. A ja, ga ne? Ne, Sem mislil, da tako- boš rekel ne, alkohol pa od 15 naprej. Ne, to pa zelo redko, pa če že tako kak pirček. Na vsake zvečer. torek. Pa še to, če sem zunaj in to je to. Res zelo malo. Ne morem. Res, ni mi dober okus. Raj pijem sok. To ni hec. Kjer prebije fruktal, a? To ga pa prebije. Zdaj sem še njim naredil, ne se javijo, če ste sponzor. Mi se migačmo. Ja. Greva, Luka, najprej na sam začetek. Tako kot sem rekel, morda te naši poslušalci, pa tudi gledalci, morda ne spoznajo takoj. Ja, nisem na toliko komercialnih vodah Ja. znan. Ali pač. Ne vem, ali pač. Najprej Nikoli ne greva vem. na začetek. Ja. Zakaj se rodil na Hrvaškem? Zakaj sem se rodil tam? Tako me je svet prenesel, tako mi je naložil ta problem. Ampak samo začasno sem Samo hodil začasno. tam. Ja, potem si prišel v Slovenijo, v Brežice, je tako? Je tako, pri 14 sem prišel v Brežice, ker je moj oče delal v srednji šoli. In se skozi furo levo desno. Jaz sem pa od nekdaj bil fan Slovenije. Si lahko misliš, en tam Hrvat, ki Zakaj pa? obožuje Slovenijo. Zakaj? Ker smo pogosto šli na izlete v Slovenijo in sem se pač zaljubil v te hribe in planine in ljudi. Wow. Kulturo, na splošno naravo, no. Vsem je to bilo tukaj boljš. In tudi glavno mesto mi je tudi veliko boljš kot Zagreb. Predvsem, ker je manjše in bolj kulturno. Ampak drugače ta velikost, no, oziroma kontra Daj to tega. povej zdaj še hrvaščini, da jim pošljemo. Ne upam.
Ja, ma govoriš pa tekoče, to absolutno do 14 leta itak, ne? Mislim, rabo sem par let, da sem se naučil. Ampak od nekdaj sem hotel se ukvarjati z videom, do česar bomo verjetno še prišli. Ne? Absolutno. Ampak me je tudi pot nanesla v to, da so me povabili na televizijo, da bi vodil neko oddajo. Si lahko misliš. A ne? In jaz, ki sploh ne znam, v bistvu nisem znal čist govoriti slovensko, zares, tako res. Ja. A veš. In sem pol hodil na ful nekih vaj pa to, tako da sem se še tam dodatno naučil. No, zanimivo. Ja. No, greva zdaj na tisto, kar že tudi že sam rekel. Kako se vrgu v kamero? Takoj, ko je bila na voljo za smrtnike, sem se vrgel v kamero. Ti povem, da ko smo bili v osnovni šoli, ne vem, prvi razred, po moje nas je Tršica spraševala, se reče Tršici osnovni, nas je spraševala, kaj bi bili, kaj boste, ko boste veliki, oziroma kaj bi radi bili, in sem jaz rekel igralec. Že takrat sem to nekako vedel, ampak nisem zares nikoli bil igralec, ampak sem se lotil dela za kamero. Ja. Predvsem zato, ker pač ne moreš igrati, če nimaš kaj igrati. Tako da sem mogel nekaj ustvariti, da sem lahko igral. Pevno, če te noben ne vzame, sem pa sam dal film. Točno to. In doskrat tako nastanejo slabe stvari. Tu do tega še pridemo. Ampak ne, a si šel probat pol na grafite, recimo? Nisem šel probat zato, ker se mi ni dal učiti. Ne maram se učiti in ne maram šole. Oprostite, slušalci. Zato sva šla na ta faks, ki sva šla. Ja, oba sva šla na istega. Jaz sem naredil ekonomsko srednjo in v bistvu tudi, če bi hotel na grafite, bi mogel narediti ta ali peti predmet ali pa splošno maturo. Aha, ja. In jaz sem tako, ne da se mi stari. Okay, ja. Ne, grem jaz kar po svoje. Mava podobno tle. Ja, in sem naredil to in nekako sem bil tako ustrajen, da mi je na koncu ratal. Ful dlje trajal, se mi zdi, ampak mi je nekaj ratal. Ja, neki ti je ratal, če ne drugega, trenutno si zapisan v zgodovino. Ja, evo, tudi to je neki. Do tega tudi še pridemo. Ja, da tukaj, če se slučajno kdo sprašuje tisti faks, ki govoriva, nisva sošolca ali kaj podobnega, ampak slučajno sem tudi jaz bil na tem faksu inštitut in Akademija za multimedije. Si šel v video, predvidevam, ne? Takrat je bilo samo to. Jaz sem namreč šel tja leta 2006, bil sem, mislim, da druga generacija, ko niso še imeli nič, da imajo ful, ampak ne vem. Doskrat me vprašajo, kako je tam, a veš, ko hoče mogoče tja in vedno rečem, da pač pojma nimam, zato ker je to zdaj čist drugač. Sem imel eno predavanje kot gostovanje. No, evo. No, zanimivo. Greva mička naprej, dobil si kamero, začel si nekaj snemati in to je tudi obdobje YouTubea, ki je lih fino štartal. Ja. Lih tukaj 2.9, YouTube je sicer se mi zdi 2.4, 2.5, nekaj tacga, če se ne motim. Tako, 5.6. Ni še niti fino razvito, ti narediš kanal Desna stran jajca, ki še vedno obstaja, da mimo. Ja. In tam se vse začnejo. Video vlogi. Oziroma prvo so bile neki taki skeči, je res. Res je. Jaz sem enega cimra, ki je imel to neko kamerco, res neko najbolj osnovno. Na kasetke, ne? Kasetke. Ja. In imel sem še cimra, ki je imel Macbooka, ki je imel kamerco na ekranu, se pravi webcam. In jaz sem bil tako, to se da vse uporabiti. Nimam glih filmskih kamer, da bi delal filme, ampak, a veš, če imaš web kamerco na kompu, kaj lahko s tem delaš? Vlog. Ampak zanimivo je pa, da takrat ni bilo vlogov zares, kot jih poznamo danes. Sej to. Bili so redki, bili so v tujini itak, so začeli vse to tukaj še zdavnine. In mene je zelo zanimala tako, pač kamera na splošno in kaj se da pred njo delati in z njo delati in montaža in In vlog je v bistvu ful dober format za to. Ja, a veš, da ker vse narediš sam. Lahko si napišeš, lahko dejansko pišeš scenarije, lahko jih odigraš pred to kamerco, lahko montiraš, lahko daš efekte, dobesedno lahko delaš marsikaj s tem. To je ful dobra učna ura, tako, če kdo hoče se s tem ukvarjati, pa ne ve, kje začeti, to ful dobro. Je to, ne? Ja. Zdaj sicer imajo telefone in vse to in lahko greš malo ven tudi s tem, ampak ja, webkamera že ful, oziroma telefoni danes tudi še bolj. Če gremo zdaj pogledati tvoje posnetke za nazaj, to zgleda, da si se snemal s krompirjem, recimo. Ne?
Res je. Sej, takratni kompi so pač imeli tako Takrat je, kamere. takrat je zgledal dobro, ne? Takrat je bilo ono, wow. Ja. A si bil eden izmed prvih, ki je začel to vlogati? Meni se zdi, da pred tabo, morda se pravičujem, če bom koga užalil, ampak se mi zdi, da je bil lih sam Jonas. Se strinjam, samo Jonas. je bil. Jonas in potem si bil ti s svojimi Jaz pa Jonas sva bila skupaj nekako istočasno. Meni Ja. se zdi, s tem, da jaz sem imel drugačen stil, pa on svoj stil. Ja. In to je to, ja. Pol je pa on dosti tudi hitro nehal, jaz sem pa še nadaljeval. Dosti redko sem delal, predvsem zato, ker sem za vsak vlog se res potrudil, zato ker sem ga spisal in sem ga pač odigral in, kakor sem prej rekel, vse je to naredil. Ni kakor so to delali drugi in kakor to delal zdaj, da v bistvu mogoče imaš kakšno oporno točko, kao, o čem bom zdaj govoril in pol o tem govoriš. Ne, jaz sem res imel Po scenarij. do pike naštudirano vse. Vse do tega tudi, če pridemo v nadaljevanju, to je tudi, če se ne motim, razlika med tabo pa Gojko Ajkola, ampak počas nismo še tam. Tega še ful. Tega imamo še ful. Čas pa teče. Povej mi tvoje seksualne fantazije. Ne. Ne. No, če sva pol v nadaljevanju. Tle bo videti, če bo slučajno kdo šel to gledati zdaj na to desno stran jajca, v štarte prvi posnetki so zelo tako, sploh ti vlogi, Začetki snemani so. s krompirjem, ja. Tako. Ampak po parih delih se že vidi razlika. Kar naenkrat je boljša kvaliteta, kar naenkrat so drugi kadri, kar naenkrat vidiš, da je več kamer. Pol se pa zgodi serija Dan ljubezni, ki pa se mi zdi, da ni čiste prva taka serija pri nas. Če se ne motim, je ne. druga. Druga, pol pa 3 so bile, no. A, Mesto Petelinov je bilo najprej. Ja. Na nizanka, 3 študentje ali 4, ne spomnim se. Pol smo pa bili mi, jaz sem hotel dejansko narediti to eno nadaljevanko, prav eno televizijsko serijo. Ja. Ni mi ratal, zato ker nisem znal. Probal sem narediti pilota in ga pokazati na televiziji, ampak so bili tako, to je za web. Sem bil tako, jaz vam bom pokazal. In pol sem šel narediti, pa sej imam svoj kanal na YouTubeu, sej to je televizija po svoje, to je prihodnost. ja. In sem se spravil delati serijo. Ne vedoč, kako se to dela. No, No, ne, jaz se tle ne bi strinjal. mogoče se ne opaz, ali kaj. Mislim, Pač, moram tako reči, sem fan tvojega dela, vem, kaj delaš, vse te vloge, to sem takrat gledal. Tudi sam sem se pol zaradi tebe morda začel malo s tem ukvarjati. Moram povedati poslušalcem in gledalcem, da v enem momentu, ko sem bil jaz na faksu, je Luka že snemal svoje vloge. Jaz sem takrat delal eno predstavitev in sem Luku pisal, če mi lahko pomaga, in mi je. Takrat je on objavil posnetek, kako delati vloge, mene pol objavil, jaz sem bil zadovoljen, a veš, ono, ker nekoga spremljaš in si tako, wow! Pač res je dober štekam. feeling. Ne? Ja, In ko je prišla ven serija Dan ljubezni, to je bilo wow, humor za znort. Totalno nerealne situacije na potenco, ki si tako, pa dej, ne me zafrkavati. Res je bilo dobro. Mislim, da je to... In to je preraslo v serijo v dvoje, tako da... Res je. To je v dvoje nek spiritual sequel, jaz tem rečem. Takrat je pa res, se mi zdi, vsa študentska scena po Sloveniji to spremljala. To je bilo, kar euforija je bila to takrat. Sam to niso, po moje, sam študenti spremljali. Glede na to, da si ti že z Dan ljubezni dobil igralce, kot so Pija Zemljič, Ana Dolinar, Jure Godler, ki je bil tudi moj gost par tednov tukaj nazaj. Kako si jim ti predstavil, veš, poklical, kdo si, kaj brati od njih? Ej, to mi je kar noro. Jaz sem bil, a veš, ko si tu mlad pa neumen. In to se mi zdi kar dobro. To je prednost, ko si mlad pa neumen, ker sem šel to delati. Danes, ko dejansko lahko dobesedno kogarkoli pokličem tako z lahkoto, pa ga povabim v projekt, mi je težje, kot je bilo takrat, ker sem bil tako, ne vem, kar nekaj sem živčen. Takrat pa ne vem, Katarino Čas, ko že takrat bila huge, in sem tako, a bi ti prišla igrati v našo serijo, tako, wow, ok. In so vsi, to je pa tudi bilo absurd, ko vsi so rekli, in wow. A si kaj plačal? Ne, takrat ne, jaz sem bil sam en študent tam. Sam sem pa imel to prednost, da sem že imel, ko smo sproti delali epizode in objavljali, sem lahko rekel, evo,
za to serijo specifično, lahko ti pokažem, kako izgleda. A veš, ker Jonas Pija sta bila, pa Ana Dolinar, to so bili trije, ki sem jih odprej poznal. Aha, In ok. zato sem jih dal na začetek. Pol je lažje, ja. Je lažje. Pol pa... Art. Ja, pol pa za četrto, peto, a veš, že tako. Sem imel te tri za pokazati, lejte, oni so not, to delamo in so vsi nekako z veseljem prišli. No, ne nekako, ampak z veseljem. No, zdaj le po moje lihtko pridejo z veseljem, če jih pokličeš pa rečeš. Ne? Ja, pridejo. In je bilo kar gledano in uspešno in še vedno se gleda, kar mi je kar noro. Par tednov nazaj Ja, sva z eno sodelovko pogledala Dan ljubezni. celo. Celo. Ojo. V šihtu. Mislim, se je malo krajša, to je res, ampak ko so 5 do 10 minutne epizode, krat Nič 12, jaz ne upam gledati. Jaz od takrat nisem gledal. In ne Si to upam. me pa zanima. Zdaj le, če greš nazaj pogledati vse te izdelke, Ja. te bo sram? Pa ja, me bo. Ne morem gledati. Ne se je težko sam. Tudi dvoje, recimo, ko je še relativno nov, ne vem, zadnja sezona je bila 2019, mi je zelo težko gledati. Zakaj? Pa... Ker to je dober izdelek. V dvoje Hvala. je tako, kot recimo Ja, šef, ki je šlo in na vojo, in na televizijo. Ja, res je. Hvala. Meni je recimo tretja sezona v dvoje nekaj najboljšega, kar sem sam, mislim, kar sem jaz naredil. Ampak vseeno ne vem zakaj. Ne vem, mogoče ta nek second hand embarrassment dobim zase, ko gledam. Mogoče, ker sem jaz not, mogoče je to, iskreno ne vem čist zakaj. No sej, pejmo še tako. Začel si z vlogi, tam snemaš sebe. Ja. Pol so serije, kjer tudi igraš. Pojaviš se v filmu Pr Hostar. A misliš, da si dober igralec ali? Ne vem, a sem. Aš narcis? Jaz mislim, dobro vprašanje. Jaz bi ti rekel, da ne, zato ker Ne, si nisi. nekako sem bil prisiljen v to, zato ker sem na začetku govoril. Nisem imel z nobenim delati in sem mogel vse sam delati. Če sem hotel biti igralca, sem mogel biti sam, če sem hotel biti pred kamero, sem mogel biti sam. In to je tako izgledalo, da sem postavil kader, dal rec in šel pred kamero. In imam dejansko še, ko je sploh niso te skeče nekjer na netu, ampak imam skeče, kjer sem čist sam v teh skečih, ki sem jih tudi čist sam snemal. Zdaj je to v bistvu tudi dost normalno, ko imaš TikTok, pa to pa se tako si sami snemajo. Ampak takrat, ko si imel te kamerce na kaseto, je to bilo čist nekaj drugega. Takrat tudi ni bilo dosti tejko, da bi sem zbrisal, pa rekel, gremo še enkrat. Ja, res je. Kasetka se nafila. Ja. Ne, jaz moram to ti reči. Recimo, po tistemu posnetku, ko sem te prosil za pomoč, da sem lahko faks naredil, sem te kasneje povabil tudi v eno oddajo, pri kateri sem sodeloval na RTV-ju. Takrat sem te jaz prvič spoznal. Okay. Ne moreš se nekaj dosti spomniti, ker to je bilo interakcija, živijo. Takrat sem me prepoznal. Okay. Meni se je spet full fine zdelo. Hkrati si bil pa tako zadržan, oziroma tak, ki si danes, no? Ja. In zato bi rekel, da nisi narcis, ker tisto, kar ti daš pred kamero, je igra. To je res. Ja, drugače sem introvertiran človek in sramežljiv. Bipolaren. In... to ni isto. Ne, bipolaren. A veš, ko imaš te komike, pa ne vem kaj, ko so tako... ko so dejansko introvertirani in sramežljivi. Ja. In jim je bedno stopati. A veš, to sta dva različna svetova, to je samo način izražanja. Ja. Nekako. Ful je bizarno, čudno. Tudi sam imam tako, ja. Danes pa, ko igram, predvsem delam to, ker me pač povabijo in ne rečem ne, ker mi je to zabavno delati. Denar rabiš, ne? Denar pa tudi. Denar, veš. Res je. Da se živt sem tako, od zraka. Res je. Nažalost. Res A kaj dobo kdaj od YouTubea? Od YouTubea ne. Takrat itak še ni bilo tega, ne? Če se ne motim. Ne, tudi v Sloveniji pa sploh ne. Zdaj Ja. pa tudi ne vem, a dobivajo te naše, ampak predvsem so to bolj sponzorstva pa to, ki te plačujejo. YouTube je zelo majhna Ko te stvar. jamejo, da neki, a ne, sponzorstvo pač. Ja, tako. Da se slikaš s kakšno čokoladico ali pa Ja, malo, tako kot imamo mi. DeLonghi. DeLonghi. Ampak ja, je pač influencerstvo. To je zdaj to. To je in zdajle. To lahko tudi vsak počne, ne? Kar je to nekaj, česar ne razumem, kaj je sploh influencerstvo, ker pač ti si človek, ki v bistvu promovira neke izdelke
In je bizarno to, da imajo te ljudje toliko followerjev za sabo. Ja. Ker niso to neki humoristični skeči, ne vem kaj, to je ono, lejte me, jaz imam to čokoladico, jaz imam to obleko in to je to od vsebine. Jaz In bi to mi tle je- delil, to mi je recimo, čudno. ne, ker to je prodajalec varianta, Tako. influencer pa lahko tudi sam vpliva na ljudi, kar bi pa tehnično gledano dal lahko tudi tebe zraven. Lahko bi. Ampak meni je tako, recimo jaz sem, pa lahko rečemo, da sem tebe vsaj malo influencu. Komod? A ne? Valjda. Jaz sem na ta način influencu ljudi, na kar sem ful ponosen. Se pravi, videli so, kaj jaz delam in so hoteli nekako delati Ja. isto. Ni pa to ono, in so si naredili tudi karijere iz tega, ni pa to ono, on konzumira ta proizvod, jaz bi ga tudi kupil. Ja, To je nekaj drugega. Ne boš tako delal, da bom rekel, da sem si naredil kariero iz tebe. Ja, To ne. Še zmeraj pa tukaj kot gost. Tako da. no evo, vidiš, ja. To se je poklapal, če bo tako rekel. Lahko se tudi spomnim iz unga video posnetka, ki se učil, kako delati vloge, jaz sem ti postavil vprašanje. Okay. Takrat si rekel, evo, direkt se spomnim, Jaz se ne. da pred kamero imaš ti svojo drugo osebnost. Okay. Takrat pride ego ven. Kar to sem rekel. Ja. Ja, res. Da takrat, da človek, ki ima pred sabo kamero, se spremeni. Ok, mislim, vse to je Je res? Ja, valjda, to še vedno mislim. Okay. Ja. Ker imaš to, ne vem, če imaš ti, neka živčnost je, neka trema enot. Tudi če misliš, da Večina ne ljudi je trema, ja. In tudi če si največji igralec na svetu, je to neki malo not. In to naredi pol ta efekt. Večina, če jim daš kamero pred nos, ratajo živčni. In z govorom se začne zapletati, ker ne vejo, če pravilno govoriti ali po naše. In ja, to pade. Ja. Veš, kaj me zanima? A si raje igralec ali režiser? Režiser. Ja, igralec biti mi je dolg čas. Zakaj? Zato, ker večinoma, ne vem, če ljudje to vejo, ampak tako, ne vem točno, koliko je odstotkov, ampak igralstvo je 90% čakanja, pa 10% je igranja. Ja, Zato, ker okej. večinoma, to zdaj govorim o filmih, večinoma res doskrat samo sediš pa čakaš, da postavijo kader, pol priješ pred kader, odigraš in pol greš spet Tudi po rodajah čakat. je tako. Evo, res je, točno tako je. In po svoje pa tudi full fine, ker veš, kaj moraš delati, te pokličejo, da to priješ delati in uživaš v tem in se posvetiš tem, samo tem, ampak režija je pa še čisto vse ostalo. In sem malo, kar se tega tiče, control freak, rad govorim, kaj hočem, kako hočem in rad v bistvu ustvarjam. Rad se dereš na igralce, no to povem. Derem se nikoli, da sem zelo zen človek. Kavaca boš zaigral, jebem. Ja, zato me imajo radi te igralci iz Hosterja, zato ker sem tako miren. A veš, ker so oni tako kot eni leopardi in levi, ki so skozi. Gremo zdaj takole to narediti in se pomirimo vsi. In zaradi tega so tudi hvaležni. Še najbolj Bobby, oziroma Sisko, ki igra lik Bobija, ker Ja. je tudi v filmu najbolj glasen, Ja, tudi ja. v real lifeu najbolj glasen. Ja, tako da je fajn pol, če sem jaz Postaviš tako totalna ravnovesje, kontra. ne? Tako. Ker po moje, če bi bil nek res kolerik, to sploh ne bi šlo skozi. Pa bilo pa res ogromno enega dretja na setu, ne? Ja. Kdo pa je tvoj najljubši filmski režiser? Najtežje vprašanje na svetu. Pa ne vem. Sem pa mislil, da boš izstrelil zdaj. Jaz sem tudi to mislil. Zadnje čase sem se spomnil, sem si zacahnil, kdo mi je tako en najljubših igralcev. Ja? Lahko rečem Colin Farrell. Ok. Zanimivo, zakaj? Ker je zelo se mi zdi underrated on, ker dela najbolj različne like ever. Tako lahko je akcijski junak, lahko je največji bedak, lahko je največji čudak in vse to naredi popolno. Tako, njegov range, ne vem kako je to po slovensko, je res neskončen. Ok. Lahko res igra vse. Ja, in sej, ja, zato ga toliko občudujem. Šele zdaj sem ga tako zares opazil. Okay. Vedno, ko pomisliš, že Colin Farrell, to je vse ga poznam, ampak če pogledaš res njegove filme in njegove like,
vidiš, koliko je ta človek resnici zmožen. Mislim, da je zelo underrated. Res, ja. Se strinjam tle. Kaj pa filmski režiser? Res sem mislil, da šlele iz strelu. Problem je, ker jih je toliko različnih, zdaj, ko jih spremljam in rad gledam njihove filme, da se ne morem si res enega samo zacahant. Ne vem. Ok, bo pestilo odprto. Teva. S kom bi si pa želel še sodelovati od slovenskih igralcev, da ti to še ni uspelo, da ga imaš zacahnanga, da ga boš poklical pa vživčen? Pa evo Kavaca, recimo. Kjer? Seba. Ja. Ampak zelo... Si ga že spoznal ali tudi to še ne? Ja, vsi sva tudi igrala že. No problem. Ne bo problem, ampak vse mi je tako, veš, on je zvezdnik in... On je zvezda. Balkanski. On je slovenski Batman. Tako je. On bi mogel res biti Batman. A ni dobro? Jaz sem Batman. Mislil na to, ampak Batman. Veš, ko imaš nekega igralca na setu, ki je tako malo večji, a ne, ti si pa nek režiser, ki mu moraš govoriti, kaj hočeš. Ja. In si malo si živčen. Zdaj, kdo sem jaz, da bom tebi, enemu velikemu igralcu govoril, kaj moraš delati. Si to, ja. Ne, po moje samo še enkrat zdrt na enega, veš, da vidiš odziv, vidiš odziv, pa spustiš na eno normalno raven, pa veš, do kam greš. Ja. Klinc, probat. Kako se je začelo sodelovanje z Goranom Hrvačaninom, da je sploh prišlo do Hostarja? To je tudi filmska zgodba sama zase, vidiš. Jaz pa on, pa v bistvu takrat tudi Mario Čulibrk, ki sta delala skeče. Jaz sem delal skeče na Dolenjskem, ona dva na Gorenskem. Ja. In pol je nekako Ljubljana vmes. In smo šli študirati v Ljubljano. In se je zgodilo to, da sem jaz hodil po ulici in sem naletel na Marija na eni avtobusni postaji. In sva se zagledala in sva tako... Ste se prepoznala? In sva se drla in objela in skakala in rekla, kdaj gremo na pijačo. In smo se dobili vsi. In od takrat naprej se je to prijateljstvo pač samo utrjevalo, kar je tudi po svoje zanimivo, ker v tem fohu nekako spoznaš ogromno enih različnih ljudi, ampak z redkimi si dejansko tako nek friend. In z njima se je to zgodilo, da smo friendi še od takrat. Ne vem, katerega leta je to bilo, tako 20, po moje. In še vedno, kot vidiš, delamo skupaj. Ja. In smo na isti nekako valovni že skozi. In se imamo radi, res, in smo najboljši frendi. Razen to, da si ti miren, ne? Ampak vse Goran je tudi v bistvu. Ja, Goran... A si ga spoznal? Ne še, ampak kar vidim po intervjujah, je zelo umirjen. Ne, on je tudi napolno umirjen. Tudi bipolaren. Pač njegovi skeči so res, ko ga spoznaš v živo, je čist nekaj drugega. Ja, ker vidiš, kaj on začne vse tisto delati, pol pa intervju, ki je tako čist, kalma. Ja, ne. Bi rekel, da ta človek je... Pa tukaj me pa malo tako žalosti, a veš, ko v bistvu ne žalosti, mogoče me dela živčnega, ko spoznam nekoga, ki te tako ful idealizira, pol pa, a bo zdaj gledal na te kot nekaj slabšega, ali bo še vedno, po živo je pa tako, a veš, malo lesen. Da je razočaran. Ja. To mi je malo žal. Ja, dobro, tle treba vedeti, da pač, tako kot so že prej rekla, pred kamero se človek malo spremeni, ne. Dodaš malo ven ta drug del sebe, ki še en ego, ali kakorkoli ćemo temu reči. Treba je ljudi pred ekranom, animirati, ki jih gledaš na ekranu, gledati kot nekaj drugega. Ne kot, to je on je tak, a ne. Kar se dogaja skozi nekako z igralci. Noro mi je, najbolj noro na svetu mi je, ko slišim za te slovenske limonade, recimo, ko je bilo Usodno vino še, ko je ta bad guy en igralec prišel v baby center in so kar klecale te policija, prodajalke. Ja, to je bizarno, zaznort, ne. Ampak, smo stali. Tako je. Kaj da bi Ani Morel rekli, ki jo srečajo, povej vreme, kakšno bo. Isti šit, ne. Ali pa ja, meni se to dogaja, povej eno foro! Ja, eno foro, povej! Shit, stari. Pa je pa, ko najbolj smešno je pa to, da niti enega ne vica ne znam. En vic znam, ki sem ga pred kratkem slišal in sem se ga zapomnil glik za te primere, ko me kdo vpraša, eno foro, povej! No, dega.
v šoli vpraša Tršica enega, koliko je 2 plus 2, Ja. pa reče on 5, pa kako 5, pa on reče poskupilo. Odlično, naredi svoje. Zelo, To ni res. meni je ful dobro, bila ta pauza, tišina vmes, pa ta smeh, Ojoj. ker je, v bistvu ful je v stiku s časom zdaj, a veš, Ja, res to, je, kar ja, se dogaja po direkt. svetu. Ker za Švico sem zdaj le mali. Ojoj. Tudi do teh jokov še prišla, ker bil si tudi na odru kot stand-up komik. Oh. Pridemo do tega. Pridemo tudi do tega. Kako bo to še trajalo? Ja, ne, nismo še konc. Dotaknila sem vas tistega, kar tudi si že v štartu rekel, ko smo bila pri vlogah, da si vse, kar si snemal, napisal. Naredil si scenarij. To pač učijo tudi na tej šoli, ne, IAM. Ampak pač ne, vse si napisal. Dejansko učijo scenaristiko, ali kaj? Ne, prav posebej scenaristiko, jaz sem že imel ta delček, ki ti sceno sled, kako bo potekalo, sestavo te že navadijo. No? Okej. Vsaj približno. Za oddajo. Za oddajo, za film, če karkoli, pač imaš neko, ko se reče, snemalno knjigo in podobne stvari. Okay. No, pa je, da so profantje pri Gojko Ajkula, bili pa tisti, ki karkoli so prej snemali, da ni bilo scenarija. To so pač šli gasa, ko ste se vi spoznali, je bilo pa, fantje, zdaj ima pa malo drugače. Zato je to sodelovanje tako uspešno, se mi zdi. Ker oni so res mojstri teh likov svojih in improvizacije in jokov. Mene je pa skozi zanimal filmski jezik pa scenaristika. Ja. In to dvoje smo pol združili v eno in tako je nastal pač v bistvu prvi prhostar. Najprej je bil v bistvu prepovedani izliv. Tako, ki mi je en najboljših stvari, kar sem jih Ja, naredil. tisto je res hilarious. In najbolj bizarnih. Zelo. Tako da to je bilo kar To je na noro, YouTubeu drugač. ko so pričakovali neki bog ve kaj, ko smo mi prišli skupaj, pa smo podali ven nekaj najbolj bizarnega ever. Ampak to je bilo improvizirano, recimo. Čist. A res? Ja. Ustvarjali smo si te neke svoje like, prišli smo v to sobo in smo rekli, gremo zdaj snemati, karkoli se zgodi, se zgodi. Hostar je pa pol bil napisan in sta ga napisala Goran pa Dejan, Ja. pol smo pa še skupaj to drilali, dokler nismo dobili nek končni izdelek. No, se je, pa so prišla do tistega, kar te morda ljudje najbolj poznajo, tisti, ki niso gledali nobenih tvojih posnetkov na YouTubu. Najbolj gledan slovenski film Hostar. Ja. O tem po mojem niti narava dosti razglabljati, vemo, da je pač bilo to za vas presenečenje, da je bilo toliko sprejeto takrat, Itak. ali se motim? Ne, valjda, da je bilo To je bilo presenečenje. Ja. Noro, niste od tega pričakovali. Ne, mislim, v slovenskih kinih ni, redko je več 10,000 gledalcev, Ja. ne glede na film. In pač smo pričakovali mogoče par deset. Jaz sem recimo pričakoval, če bo 25, bomo veseli. To je tudi nekako ta meja za zlato rolo. In je bilo na koncu 210. Ja, noro. Ker je res bila tudi tako ta neka snežna kepa efekt, ki najprej so prišli fani, ki jih ni malo, Ja. pol so pa te novičarski portali in televizije so to ful promovirali, govorili so o tem in pol so še drugi, ki sploh niso poznali tega, so rekli, kaj je to, ok, zdaj pa še mene zanima, pa še mene in pol so res dobesedno vsi šli to gledati. Ja. Veliko jih je bilo seveda razočaranih, veliko jih je bilo zgroženih. Klinci jih gleda. Klinci jih gleda. Ampak pač rezultat je tak, kot je. Ne? Konc koncev je vse en to. Nekako velja za neko... Stari, vi ste tisti, ki imate Smešno zlate role doma, zadevo. ne oni. Ne morem jih sploh držati, koliko jih je. A veš, on mim z limonami, ne Ja, vem, ja. če si kdaj videl. Kje pa jih imate, te zlate role? Sicer to sem nekaj že slišal, da so tako malo. Ene tam. Ene tam, mislim, da in jaz in Dejan in Goran imamo po eno doma, vse pol ostale nagrade in to so pa v hotelu samem, Hostar, ki je v resnici Pibernik. Okej, ja. Hotel, ja. In je on naredil tako prav eno tako, en plac, kakor nek Se malo hvali. mini muzejček. Ja, best. in so slike tam na zidu in
nagrade in je prav lepo, ko prideš. No, zdaj imate zlate role tudi že za ten nov, Prhostar 2 promila. Res je. Je zdaj že kaj več? 10 morda. Ni jih več, ampak so. 3, 4. Zanimivo je to, da ko ste šli prvič jih iskati, sta šla z Gornom po 2, dobili ste 3. Ja, ampak to se je tudi Hudo. pri prvem zgodilo. A res? Ja, jaz se prav spomnim, da smo šli po 2 in oni so pa rekli, ja, 75,000 je zdaj že. Okay. Noro. Res noro. Ne, res je, noro je. Bolano, pač tako. Ti si bil eden prvih, ki sem zasledil, ki si na Instagramu objavil, ko je prišlo ven, da bo film zunaj, ki si prav zapisal, da misliš, da je boljša dvojka kot enka. Ja, to je moje mnenje. Moramo seveda povedati, da si tudi tukaj prevzel režisersko taktirko. Drugega ne bom nič razkrival, ker je še zmer sveže, ne gre folk, ne bom Borut Pahor tle. Ustrajaš pri tem? Ja, absolutno. Ja. Okay. Zato, ker se mi zdi dosti bolj filmski. Tako, ko ga gledam, je res uno. A veš te, ne vem, ko gledaš na Netflixu in podobnih teh VOD-ih, neke komedije komercialne in so tako, veš, te neke Kevin Hart komedije, ki ne bojo glih nekih nagrad dobili v lifeu, ampak se ful zabavaš, ko jih gledaš, malo izklopiš možgane in to je cilj tega filma in to je ta film. Jaz mislim, da to tudi uspešno naredi. Prvi je bil gverilsko narejen, nas par je to posnel, s tisto nekaj opreme, ker smo imeli s fotoaparatom, kar je čisto tudi absurdno. Imeli smo seveda neke profiče zraven, ki so poskrbeli, da to vsaj nekako zgleda, ker vedno nekako pravim, ni važna oprema, ki jo imaš, ampak kako znaš dobro delati z njo in so res dobro naredili. Glede na to zmožnost te opreme, zdaj smo pa imeli vse na proper in tudi je nekako na proper narejen film. Budget, itak, vse je vedno v budžet. Milijoni. No, v bistvu v scenariju, ampak tudi budžet. Imel sem se čas pogovarjati tudi s scenaristom in tudi igralcem Matevžem, Dejanom Krupičem. Okay. In njega sem tudi takrat vprašal, a bo tretji del. Vsi, fani to pričakujemo, to točno veš sam. Takoj, ko je prišlo to ven, kdaj bo tretji del, a bo se tretji del naredil. Ne vem. Po prvem smo govorili ne, zdaj po drugem govorimo ne, tako da ne vem. Čez 10 let bo. Čez 6. Po 6 ste delali zdaj. Po 6 je bilo zdaj, mogoče bo zdaj po 12. Ja, bomo videli. Do smrt. Vsekakor pa bo neki. Ne vem, a bo Hostar, a bo neki. To pa neki napoveduješ. Neki napoveduješ. Mislim, neki delate. Plani so, ja. Kaj? Drobtinco vrš. Ja, ne rabiš povedati, kaj je drobtinco. Nadaljevati naprej s kakšnim filmom, no. Iz te franšiz, iz ene od franšiz, ki so na YouTubu. Zdaj, kera je, pa tako, bomo videli. Ker jih je z obeh strani kar neki, ne. Ja. Dobro, vsaj vemo, da se neki dela, to je zelo dobro. Res je. V glavnem je film Prhostar še zmer tudi v kinah in seveda dva promila. V kinotih. Tako. Se pa moram dotakniti tega, kar pa res po moje večina ne ve, da si snemal tudi Kate Upton. Manekenko, ki je bila nekaj let nazaj zelo popularna, v kopalkah se je slikala, kaj je bila že Sports Illustrated, takrat se je vse naredil na to in videla sta skupaj v reklami za neko igrco. Game of War na telefonu. Game of War, tako. Ne vem, če še obstaja, ampak ja. Na YouTubu je drugače še zmer ta reklama in boste Luka prepoznali tam. Kako do tega prišel? Takrat so bili, preden je imel Instagram video, pa preden je obstajal TikTok, je obstajal Vine. Ja, tle si tudi dosti delal, ja? To sem bil... 7-sekundni video, ni? Ja. In sem delal skeče na tem appu, ki je v bistvu zdaj zelo primerljiv s TikTokom. In tam so me videli, ena agencija, in so me povabili na audicijo. In sem prišel na audicijo, ne vedoč, kaj sploh gre. Tam sem se metal po tleh, bil akcijski junak in so me pol naslednji dan poklicali, ob 3 zjutraj te prijemo pobrat in gremo snemati nekaj. In bo še ena zvezdnica, no, ampak nič ne smeš vedeti. Zdaj bo prav pogodbo za podpisati?
Ne, že na koncu. Vidiš. Ampak pošten sem človek. Pošte. Sirotinja. In sem pač prišel tja in sem videl tisto sceno, to je drugače tako nek, danes vsi poznajo ta recimo Game of Thrones, ne? Ja. In je bil tak set, kakor da sem prišel v nek Game of Thrones, 300 statistov, vsi neki zmeči, pa tam se bojujejo, pa ne vem kaj, in jaz tam se sprehajam in tudi njo vidim. In jaz, kaj mi tukaj delam? Si jo prepoznal? Ja, Valjda, ne? sem zato, ker sem jo poznal že odprej, točno to, kar si rekel Sports Illustrated, Zlepljene strani, ja. sem videl to. Ej, veš kaj, jaz sem človek interneta, veš, in pol hodim na internet in pol tudi vidim kakšne takšne slike. Pa se niso pornografske, se pač, a veš. Stari, kes najstnik ne rabiš. Tako je, lahko je tudi oblečena. In tam je v bazenu in ne vem kaj, in sem si prav mislil, spomnil, pa to kar obstaja. Pa nekaj tazga kar obstaja. A veš, in potem sem šel drugam po internetu, ampak sem jo videl in potem sem videl živo, ker je čisti absurd. Se je tudi spoznal, tako skaj Ja, rokovala sva se in vse in sva se Aj pogovarjala. stisne. Ja, ona je drugače res tako, nek Texas girl, A res, zakaj? Ja, A. bi rekel ameriški gauner. Ja, morda je povabil tu prhostar, da pride. Bo po svoje tomkla. Sam je pa tudi res, da je uno res ultra mega zvezdniška bila na svetu in je smešno, kako kadarkoli jo ne vidiš v faco, je ena druga oseba tam na sliki, ki je ena Slovenka, ki je fizično podobno kot ona Ja. in ja. Saj to se dost, mislim dost, ne vem koliko dost, ampak to se dela z nekimi slavnimi ljudmi, da jih menjajo takrat, ko jih ne vidiš v faco, ker oni so raj v svojem šotorju in tam pijejo kavico. Zakaj delati, če ni treba? Iz svojega DeLonghi aparata. Evo, ko te odomel rade. Veš, oni imajo tudi Breda Pitta v reklami, morda už kaj dobu. Dober budžet ima ta DeLonghi. Absolutno. Ja. To ni kratko, smo profesionalci. Ja. Malo sem se že dotaknil prejle s tvoje stand-up kariere. Ne vem, kako dolga je, ampak ne vem. na YouTubeu je video, da si kandidat bil za finalista izbora stand-up komika leta. Ne vem, če je to sploh vredno omenjati. To sem probo. Pa če si bil kar že v igri za komika leta, stari. Mislim, to je bil event tak, ki v bistvu, ker ga se je lahko vsak prijavil in pol je en zmagal. No. Oho, Jaz, ful kredibilno. in je zmagal en zelo izkušen stand-up komik, dober, Saj nekaj. takrat. Jaz to nisem bil. Ne bi šel pol nazaj, recimo. Ne, Ni to. veš kaj, probo sem, mislim, da sem imel ene vse skupaj 3 nastope v življenju. Videl sem, to je prvo kot prvo, to je v živo in Ja. to mi je problem. Drugo kot drugo, moraš ponavljati in nastopati, to mi je tudi problem. Zato imam rad film, zato ker narediš to, kar imaš in si naredil svoje in ne moreš popravljati. Za srov, za srov. Konc. ne. Ja. Narediš 10-krat, če si vesel 10-krat, to narediš takrat pred kamero in pol je konc, greš naprej. Ja. Se ne vračaš nikoli. Zato si ne morem predstavljati tudi predstave, recimo, ko naredijo po 100 predstav neki igralci. Jezus Krist. Ja, in to je stand-up tudi na ta način, s tem, da še je naporen v tem smislu, da ti, ko govoriš fore, moraš biti pozoren na ljudi Ja. in na njihove reakcije. In se to tudi zapomniti, zato da ko priješ domov, da greš popravljati in pol greš spet na oder in spet sprobavaš to in vidiš, aha, zdaj je boljša Kaj funkcionira, fora. kaj ne. Ampak pol greš v nek drug kraj in vidiš, da to sploh ne drugače, deluje. ja. In pol tam in je čisto preveč kalkuliranja. Preveč Naporno zadela. je. Ja, ja. Če so že pri tem, kdo pa ti je najboljši od komikov? Lahko pri nas, lahko po svetu. Pa nikoli se ne zapomnim imena, mogoče ti veš, umrl je, ker je se overdosil, je pa zelo znan, imel je samo one-linerje skozi. Mitch Hedberg. Točno to. Mitch Hedberg, jo, moram se zapomniti. Ja, on je norc, ja. To mi je ful všeč. On je bil res dober. Ker je imel take forice, res.
Ne vem, tako enostavno, ampak tako učinkovito. In on je recimo ta človek, ko so se prej pogovarjali, ki je totalen introvert, ki se vražil v živo nastopati in je nastopil. On je v tla gledal. V tla je gledal, sončno očala je imel, včasih je tudi celo s hrbtom bil obrnjen. Ja, pač noro. Res, pa eden boljših. Ne, ja, meni je to. To je to. To je to, več ne rabimo. Nisem pa največji fan, da splošno tudi gledanja stand-upa, ker Grdelj ne desa. morem se koncentrirati niti na enega človeka, uro pa pol, da mi govori fore. Bo mi je všeč, ena fora pa čao. Kakor ta vic prej, ko sem ga povedal, ne? Recimo. Tako, če bi lahko prišel ta vic povedati na oder, pa id domov. Bi bilo the best, ne? Hvala lepa, hvala, čau. Ja. Prišel Mursko Sobota za en vic. Tako. A veš, da imaš tudi drugače svojo Wikipedijo? Vem, in ne vem, kdo je to napisal. A si sam to naredil? Nisem. Okay. Obljubim. Ker ful lepo vse piše, kaj že vse si delal. Imaš prav označeno, kje si režiser, kje si igralec. Nisem pa že nekaj časa videl, moram videti, če updatejo ali je to. Zanimiva stvarca je, res. Ja, imam. Nek sem naredil v lifeu. Tako je. Zdaj, če umrem, ne bom vesel, ampak bom zadovoljen s tem, kar sem naredil. Luka, zdaj je čas še za vprašanje gosta. Mojega gosta, ki je pred tabo, recimo prejšnji vikend bil tukaj, to je bil Franci Petek, ki sprašuje, a si že bil v Planici in kdaj nazadnje? Pa bil sem kot tako, pač samo turistično. Se pravi, sem bil, ja. A je bilo letos lani, ampak zdaj je pozimi. Se pravi, ne dolg nazaj. Tako. Fajn. Ampak ne znam smučati. Okay. Ne znam skakati. Vse govorimo o tem, ne? Seveda. Ok. To bi bile bruke, da je nekaj čez drugega. Tako da ja, bil sem samo tako turistično in sem samo gledal. No. Ja. Franci je povabil, da moraš priti. Okay. Ni vedel sicer, ko mi postavlja vprašanje, ampak lej. Ja, vse prav. Zdaj pa je čas, da ti postaviš vprašanje mojemu naslednjemu gostu. Valjda ti ne povem, kdo bo. Tako da, kam boš zavil? Jaz bom zavil seveda v filmski svet. Absolutno. In ljudje vedno rabijo neka priporočila, ali pa tudi ne, ampak mene vedno pri ljudeh zanima, kaj jim je od filmov všeč. In bi rekel tako, da našteje 3 filme, čisto na random, ki prvi padejo na pamet. Ni treba, da so najslabši, da so najboljši, samo da ti padejo na pamet. Naštej mi 3 filme. Zanimivo. Te so ful težke. Tako kot to, kar si ti mene vprašal, kaj je najboljši režiser. Kaj je toliko, ja. Alfonso Cuarón je recimo en, ki bi ga lahko omenil. Kaj že on naredil? Children of Men, pa Gravity, pa Roma. Mislim, da je to on, ki je naredil New Pope ali Young Pope. Ne. Ok, dej za proti koncu, kaj nam lahko še razkriješ, kaj počneš? Že prej sem vam mičkem povedala, da nekaj delate še s to ekipo, a imaš lahko še kaj tazga, kar lahko rečeš, to ustvarjam. Morda je to v dvoje, da pišeš naslednjo sezono, ali karkoli z Nikotom, z Godetom, ne vem. A je kaj, kar lahko rečeš? Imaš to srečo, ker par dni nazaj sem dobil zeleno luč za nov projekt, za nov celovečerni film. Tokrat tako čist moj avtorski. In bo to ena bizarna, absurdna komedija. Črna, tudi malo črna. Tako da to je moj naslednji projekt. Nimam še imena, moram se ga spomniti. Ampak ja. Ti je všeč ta humor? Dark humor? Ja, totalno. A poznaš film Napoleon Dynamite mogoče? Ja. Res? Ja. Ki je res, tisto je bizarno. Tako, ja. To je kar runo. Kaj gledam? Jaz tem rečem tako, introvertirani humor. Ja. Jaz imam res rad tega črnega, ne dolg nazaj sem slišal, to moram povedati od svojega fotra, ki je na zabave, na rojstnodnevne zabave vprašal, veš zakaj mrliški voz te avti, ki peljejo truge in podobno, zakaj nimajo lučke, tako kot gasilci pa to? Veš zakaj? Ne. Ker ni nič nujenega. Obožujem te fore. Si tako, da veš, da bi se smejali. Za nedeljo zjutraj bo tole dobro.
S tem bomo v bistvu skoraj zaključili. Luka, povej mi samo še tole, kako izgleda tvoj popoln dan? Popoln. Karkoli, kar ti paše. Shit. Pa recimo dobra novica, kakor je ta. Dobili ste sredstva za svoj celovečerni film. Pač, to so sanje vsakega ustvarjalca, scenarista, režiserja. Tako da... Ne glede na to, kaj se čez dan zgodi, sam da rečejo, lahko greš delati film. Ja, lahko je tako najslabši dan na svetu, pa zvečer dobiš novico in si... In je to to. Je to to. Odlično. Ja. Luka Mačetič, hvala, da si prišel k nam na kavico, da sva lepo poklepetala. Želim ti ful uspeha še naprej na filmskem področju ali kamorkoli se že vrnil, da bomo šli še doskrat v kino zaradi tebe in tvoje ekipe ali kakorkoli. Ali pa na televiziji. Na televizijo, na radio, Bog ve, na internet. Res je. Hvala ti. Kjerkoli. Hvala tebi, hvala vsem. Kava s Červekom. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.